Letos se je vpisala že 6. generacija študentov, ki bo študirala po prenovljenem enovitem magistrskem študiju. Kako je ta študij primerljiv v državnem in mednarodnem okviru? Ja, študij medicine je dirigiran z evropskimi zakoni, pomeni 12 let študija, oziroma 6 let študija, 12 semestrov, 360 kreditnih točk. To so tisti grobi okviri, v katerih poteka študij, in ta kreditni sistem pač omogoča potem tudi izmenjavo študentov znotraj Evropske unije. Kar se pa tiče bolonskega načina študija, s katerim pričenjamo, je pa razlika glede na aktualni študijski program v tem, da je tukaj več individualnega dela, več seminarskega dela, več dela v skupinah, kar pač pomeni seveda, da mora takrat imeti fakulteta na razpolago še več različnih seminarskih prostorov. Nenazadnje je tudi razlika v tem, da imajo študentje vsako leto na razpolago vsaj 10% izbirnih predmetov, ki si jih pač po svoji želji izberejo. Urno pa to pravzaprav nič ni spremenjeno, tudi v kreditnem sistemu ni nobenih sprememb, samo v tem je, da je poudarek na večjem individualnem delu in študentje morajo tudi sami seveda namesto pasivno spremljati predavanja, kar ni preveč priljubljeno, saj vemo, da prisotnost na predavanjih je ponekod katastrofalno nizka. Sedaj se bo zadeva obrnila, sedaj bodo nastopali kot predavatelji študentje sami v obliki seminarskih nalog in bodo mentorji oziroma njihovi učitelji zadeve samo spremljali, seveda aktivno spremljali. Prihodnje leto bodo tudi prvi študenti zaključili študij oziroma diplomirali na Mariborski medicinski fakulteti. Koliko jih je in kako so lahko sigurni v njihovo prihodnost oziroma prvo zaposlitev? Ja, mi računamo, da bo končalo vseh 6 študentov, ki so sedaj zaključili 5. letnik, torej v juniju 2010 in naprej pričakujemo naslednjem letu 60 naših diplomantov. Kako pričakujemo glede zaposlitve, kakšne so pričakovanja, jaz mislim, da optimalno. Se slovensko zdravstvo zdravnike še kako potrebuje na vseh nivojih, tako na primarnem nivoju, sekundarnem, tudi v kliniki kot taki. Mislim, da tem ljudem se za zaposlitev ni bati. In kako je z gradnjo nove medicinske fakultete? Sedaj zelo dobro. Pogodba z ministrstvom in univerzo je podpisana. Sedaj zaključujemo prvo fazo razpisa, se pravi izbor tistih izvajalcev, ki imajo tiste pogoje za gradnjo, glede laboratorijev, glede obsega te investicije kot take. Na to sledi drugi del, druga faza razpisa. Pričakujemo, če ne bo nekih zapletov, pritožb in podobno, da bi pričetek gradnje bil v mesecu novembru, decembru tem letu. In če prištejemo kakšni 2 leti, kar bo gradnja trajala, upamo, da bo tako leta 2012 tisti čas, tisto obdobje, ko bomo prerezali vrvico in odprli te prostore, te fakultete. In kaj bo potem pomenilo to za medicinsko fakulteto v Mariboru? Bodo potem novi programi, bo povečano število vpisnih mest? Seveda. Sedaj imamo vpisnih mest 86, zmeraj se zadeva zaključi tam na okoli 90-93 študentov na letnik. Več v tem obdobju teh možnosti, torej prostorskih možnostih in kadrovskih možnostih nismo zmožni vpisati. Takrat bomo se pogovarjali seveda o novih možnostih. Računamo vsaj na vpis 120-130 študentov na diplomski stopnji. K temu je potrebno prišteti še seveda študente na doktorskem študijskem programu. Tako da jasno, vpisnih mest bo več, predvsem pa bo izboljšana kvaliteta dela, ne samo na pedagoškem, tudi na raziskovalnem področju, kar sedaj morda nekoliko še šepa glede na laboratorije, ki jih pač nimamo vseh na razpolago, kar bi si želeli.